Kar je bilo še nedavno videti kot duhovita karikatura iz stripov Alana Forda, ki oglašuje kapitalistično iluzijo blaginje za vse, se kot hiperrealna groteska širi po medijskem prostoru. Vegradizacija kot poskus novodobne sistemske prakse ekonomskega podrejanja delavcev in posledične socialne degradacije in prekarizacije postaja vse bolj razširjena metoda uprav medijev za nižanje stroškov dela. Če pogledamo v tem trenutku v bistvu na nek način situacijo v slovenskih medijih, ugotavljamo, da smo šli že vsaj čez 2 vala odpuščanj v različnih medijskih hišah, tako v žurnalu kot nazadnje v najmočnejši komercialni medijski hiši v Sloveniji, v Pop TV-ju. Medijska hiša Delo je poskusila z uvedbo posebne medijske agencije, preko katere bi v bistvu morali delati honorarni novinarji. Na Dnevniku in tudi na Večeru se brutalno režejo stroški honorarnega dela, kar pomeni, da to zaokroža vse bolj črno geometrijo slovenskega medijskega prostora. Kot že rečeno, so v bistvu v uredništvih danes novinarji oropani vseh osnovnih socialnih, pravnih in pa drugih pravic na nek način izpostavljeni avtocesti medijskih oziroma političnih in pa kapitalskih pritiskov, zaradi katerih vse težje vsakodnevno v bistvu sledijo in pa zadovoljujejo svoje temeljno poslanstvo in pa naloge tega poklica. Vse več jih mora svoje pravice zahtevati na sodišču, po preteku pogodb pospešeno pristajajo na cesti, živijo v popolni ekonomski negotovosti in drsijo v revščino ali pa so obupali in delo poiskali drugje. Jaz sem z delom na Večeru v bistvu začela že v času gimnazije. Najprej sem delala v mariborskem dopisništvu, potem na koroškem dopisništvu, v študentskih letih pa sem začela z delom v ljubljanskem dopisništvu, kjer sem prevzela področje zdravstva. Po tem, ko sem diplomirala, sem dobila še eno dodatno priložnost, in sicer sem prek Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bila izbrana za dodatno izpopolnjevanje v ZDA. Tam sem najprej se izobraževala na Stanfordski univerzi, potem sem delala na časopisu San Francisco Chronicle, par člankov sem tudi objavila v njihovem časopisu, v vmesnem času sem pa nekako tudi sodelovala z Večerom. Potem pa, ko sem se po približno 6 mesecih vrnila nazaj v Slovenijo, smo bili nekako dogovorjeni, da bi me naj čakala zaposlitev, ampak se je situacija v tistem času spremenila, začela se je pojavljati kriza, tako da mi pač zaposlitve nekako niso mogli več dati. Potem sem pač sprejela radikalno odločitev, šla drugo pot, sprejela sem službo v službi za odnose z javnostmi največje zdravstvene institucije v Sloveniji. Sem sveža brezposelna novinarka, nazadnje sem delala na časopisu Dnevnik zadnjih 7 let, 5 let kot honorarna sodelavka, brez kakršnekoli pogodbe ali pravic. Potem pa 2 leti Potem je delodajalec za 2 leti zaposlil za določen čas. Ko se je to zakonsko določeno obdobje, kolikor je delodajalcu dopuščeno, da me zaposluje za določen čas, izteklo, so se mi zahvalili za sodelovanje. Če bi bila honorarna sodelavka, torej če bi delala preko avtorske pogodbe, če bi bila samostojna podjetnica ali samostojna novinarka, bi z veseljem z mano sodelovali še naprej. Zaposlitev pa jim je preprosto predstavljala prevelik strošek. Pa vendar mislim, da smo novinarji delno tudi sami krivi za situacijo, v kateri smo se znašli, ker smo predolgo dopuščali oziroma pristajali na to, da delamo isto delo kot so naši redno zaposleni kolegi, ampak pod bistveno slabšimi pogoji in praktično brez pravic. Ja, jaz sem za ta zavod delala kakšnih 10 let, na kar sem se odločila, da se začnem boriti za svoj status, da je prav, da se tudi meni priznajo nekatere pravice, govorimo o bolniški, porodniški in tisti trenutek sem bila umaknjena na teren, čez nekaj tednov pa ven iz oddaje in sem zaključila svojo kariero na tej ustanovi. Potem pa vidiš, da nekateri, ki so pri hiši manj let, ki so se manj izkazali, od katerih je zavod manj imel, recimo, da jih publika sploh ne pozna, so pa iz nam neznanih razlogov pa uspeli priti do te redne zaposlitve in danes imajo pravico do bolniške, porodniške in celo vejo decembra, kaj bodo počeli januarja. Jaz to nisem vedela 10 let.
Skratka, na delu je situacija takšna, da se nam konec meseca večini honorarnih sodelavcev pogodba izteče. Novih pogodb še nismo dobili. Uprava je pred kratkim poskusila z eno malo nenavadno idejo, da bi nas na agencijo oziroma na neko hčerinsko družbo dali vse honorarce delati. Mi smo to zavrnili zaenkrat, zgleda, da vsaj to je spravljeno iz agende, ampak seveda čas teče, gospodarska kriza je pritisnila, situacija je nervozna, honorarci pa nekako ne vemo, pri čem smo. Čakamo nove pogodbe in upamo za najboljše. Še poseben problem so pa tisti honorarci, ki si pa statusa ne bodo mogli urediti. Namreč obstaja nekaj ljudi, ki ima prenizke dohodke, da bi si ta status sploh uredili, kaj bo z njimi, ne vemo. Zaradi neurejenega položaja so ogrožene cele generacije mladih obetavnih novinarjev. Zanje so vrata medijskega trga zaprta. Ja, jaz bi ob zdajšnji problematiki v medijih na vse skupaj pogledal malo širše iz vidika moje generacije, letnika 85, ki je veljala za kar uspešno ali pa perspektivno generacijo. Takrat se nas je vpisalo 40 na enopredmetni študij, 20 na dvopredmetni, torej skupaj 60. Od teh 60 nas je 11 začelo delati v resnih medijih, 2 sta se zelo hitro naveličala študentskih napotnic in študentskih plačil. Od preostalega, če pa pogledamo, kje smo danes, 9 nas je ostalo v resnih medijih, od tega so 4 ves čas imeli zelo neurejene pogodbe. Še eno so pred kratkim odpustili, tako da od teh 60 nas trenutno v hišah z urejenimi pogodbami, z urejenimi razmerami delamo samo še 4. Preračunam se v odstotke, to je 6,6%, tako da mislim, da je sam podatek celotne generacije, kje je bila in kje je danes, dovolj zgovoren o stanju v medijih. Metodo prekarizacije, ki so jo uspešno izpilili predvsem v gradbeništvu, so začele uprave sistematično uveljavljati tudi med delavci v medijih. Poleg napada na mlado ustvarjalno generacijo in zelo kratkovidno tudi na razvojni potencial lastnih podjetij, so s tem ogrožena tudi obstoječa delovna mesta. Analiza stroškov dela v resnih medijih, v časopisnih hišah pokaže, da so stroški prekernih delavcev, honorarnih delavcev v bistvu bistveno nižji, mogoče preko palca povedano 2-krat nižji kot stroški redno zaposlenih, a paradoks pri tem je, da so pač tile pogodbeni delavci, nekako honorarci, približno 2-krat produktivnejši od redno zaposlenih delavcev. To so seveda razmerja preko palca, ampak v grobem držijo po mojih izkušnjah. In sedaj, ko se sploh v tiskanih medijih, sedaj, ko se pripravljajo rezi v plačno maso, rečemo v stroške dela, ko bodo šefi ugotovili, da tu velik prostor za varčevanje, bo prav gotovo, bodo na udaru redno zaposleni in njihovi dohodki in slej ko prej redno zaposleni morajo spoznati, da je borba honorarcev in boj redno zaposlenih seveda ena in ista borba. Slovenija.